V oddaji Župan za vas, cenjene gledalke, spoštovani gledalci, takole pred jesenskimi lokalnimi volitvami za župane se pogovarjamo v našem studiu z župani občin dežele ob Muri in danes je v naši družbi gospod Milan Kerman, župan občine Beltinci. Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni tudi vi in vsi gledalci, ki bodo to oddajo spremljali. Mandat se počasi izteka, 4-letni. Kot je že menda nekdo rekel, 4 leta je lahko dolgo ali pa kratko obdobje, kakor za koga. Je pa res, da se da veliko tega postoriti v 4 letih. Za določene načrte, ambicije pa je včasih 4 leta tudi premalo. Gospod Milan Kerman, kako je v Beltincih bilo v zadnjih 4 letih veliko tega postorjenega, kot so se povsod drugod tudi pri vas, ste se trudili? Ja, hvala lepa za to vprašanje. Malo bi vas rad popravil, ne počasi, hitro se izteka. Kajti 4 leta, kot sami ugotavljate, je za določene stvari kar kratka doba. Seveda pa se da marsikaj pa postoriti in v občini Beltinci smo lahko zadovoljni s tem, kar smo uspeli. Seveda vedno moramo gledati na ta način v okviru svojih zmožnosti, torej finančnih in pa vsega skupaj, kar je. Kajti mogoče bi danes tukaj zdaj pred vami lahko jamral, kako nas država ni suportirala z vsemi tistimi sredstvi, ki bi nas morala in koliko nam dejansko ni namenila tistega, kar bi morala, vendar nima smisla. Rajši poglejmo z vedrejše plati tisto, kar smo pa res uspeli narediti. Mislim, da je ena izmed najpomenejših pridobitev v občini Beltinci, da smo uspeli nekako aktivirati obrtno-industrijsko cono. To je na relaciji med Beltinci in Odranci ob stari čistilni napravi z investitorjem, že z novimi investitorji in pa seveda, da smo uspeli to povezovalno cesto v to industrijsko cono tudi realizirati, ker je bil plan že zelo dolgo. In ta povezovalna cesta ni samo za industrijsko cono, je tudi zametek ene obvoznice okrog občine, okrog samega kraja Beltinci in pa seveda je to cesta za zbiralnico kosovnega odpada, torej tistega, kar se je prej skozi Beltince vozilo. Mislim, da je to velika pridobitev in tudi občani so videli, da je to zdaj nekaj boljšega, kot pa da ves ta promet gre skozi samo vas. Prav tako smo uspeli v smislu vseh smerokazov in tole uskladiti v skladu z priporočili turističnimi in tako naprej, da se tudi to je opravilo. In pa na začetku mandata, ko smo se nekako pogovarjali, kaj narediti, kako narediti, smo se s predsedniki krajevne skupnosti nekako dogovorili, da ne bomo ta sredstva drobili, ampak v teh 4 letih v vsaki vasi, v vsaki krajevni skupnosti enega izmed večjih projektov tudi realiziramo. Namreč krajevna skupnost bi mogoče imela en majhen del sredstev, mi smo dodali še toliko sredstev in kar en velik projekt lahko iz tega nastal, v zadovoljstvo vseh nas. Tako smo uredili v vsaki vasi enega izmed večjih projektov, tudi z športnega področja, z kulturnega področja, z področja varstva cestnega omrežja, tudi druga vlaganja, tako da je to ena pridobitev, ki je. Skušali smo tudi več ali manj prometno infrastrukturo nekako usmerjati tako, da je zagotovljena varnost tako tistih najbolj ranljivih, to so pešci, kolesarji. Nekoliko mogoče je bilo dalj časa potrebnega, da smo uspeli prepričati tudi direkcijo za ceste in vse skupaj, da kolesarska steza, traktorsko-kolesarska steza ni bila najbolj primerna za današnji čas. Seveda tukaj mogoče sedaj v konicah kmečkih opravil pride do kakšnega zastoja, vendar mislim, da nihče ni predolgo čakal. Nekateri so rekli, da pač dolgo časa potrebuje v Mursko Soboto, ampak zjutraj v 6:30,
ko se pelješ v Mursko Soboto, ni nobenega traktorja, pa tudi potuješ zelo dolgo. Tako da s potrpežljivostjo se pa to vse da tudi doseči. Tako da prvobitno je pa varnost, kajti tudi poškodovanje te kolesarske steze je bilo enormno, tudi ti veliki traktori in vse to je zelo poškodovalo. Tako da smo te stvari uspeli. Seveda smo tudi podaljšali kanalizacijo, kanalizacijsko omrežje, tako da smo v industrijsko cono Lek, to je ob železniški postaji, potegnili kanalizacijsko omrežje, tako da se lahko tisti cel del sedaj tudi priklopi. Sedaj smo ravno končali v Beltincih podaljšanje in sicer dograditev kanalizacijskega omrežja za novo ulico. Sprejeli smo nekaj OPPN-jev, tako da bodo lahko ljudje tudi gradili naprej. In pa najbolj žalostna pa je verjetno ta zadevščina, da je Ustavno sodišče spremenilo odločitev Vrhovnega sodišča o lastništvu gradu. Tu se bomo pa še morali nekako potruditi, tudi v naslednjih mandatih bo potrebno kar nekaj truda, da bomo dokazali, da te vlaganja niso bila za manj, da smo ustrezno vlagali in da si zaslužimo, da je ta grad res naš. Kajte potrebe so, ljudje živijo za to okolico, park, grad, športni del. No, tudi naš nogometni klub Beltinci se je uspel zopet kvalificirati v drugo ligo, tudi to je nekaj in jaz verjamem, da bo to le en dogodek vsaki drugi teden, vsaj v Beltincih in pa tudi zunaj, da bomo Beltinčani dokazali, da smo sposobni in tudi, da v drugi ligi znamo obstati. Pred nami so seveda še veliki izzivi, kajti določenih stvari še nismo uspeli, mogoče tudi v tem mandatu realizirati, zato je mogoče nejevolja marsikoga oziroma nekaterih, da nismo še določenih malenkosti realizirali, vendar tudi to so še naloge, ki nas čakajo v prihodnje. Seveda zdaj najpomembnejša investicija, ki se gradi, vrednost je 1 milijon evrov, se gradi ta cesta, obnavlja cesta do Kležovje-Ižakovci. Tu je cirka 2,8 km ceste, tako da tudi ta cesta bo boljša povezava, bolj normalni promet. Seveda zdaj v tem času pa je nekoliko ovir na tej cesti, ravno iz tega razloga, ker še niso še pogruntali gradnje ceste nekje drugje, pa tu samo položite, tako da to moraš nekje na licu mesta delati. In jaz verjamem, da bodo ljudje tudi toliko potrpežljivi in znali potrpeti, kajte do konca leta, pravzaprav do sredine decembra mora biti to končano. Tako da pred nami je še kar nekaj, tudi nekako uspevamo na socialnem področju, da zagotovimo vse tiste naloge, ki jih pred nas polaga in nalaga država, predvsem kar se tiče vrtca, domov za ostarele, kar se tiče standarda v osnovni šoli, zagotavljamo tudi prevoz vseh otrok brezplačno v šolo, tako da tudi z tega področja smo skušali kar nekaj narediti. Ves čas pa se trudimo nekako izboljšati oziroma na varčevalnih ukrepih, predvsem na ulične razsvetljavi, ko zamenjujemo stare potratne svetilke z novimi, varčnejšimi. Seveda je tu nekoliko hujše, oziroma ne bi rekel hujše, ampak počasneje gre, ker je nekako premalo interesa pri nekem zasebnem vlagatelju, ki bi takoj to napravil in iz prihranka energije to vse skupaj potem tudi bi mi odplačevali, kajti nimamo 24-urnega oziroma celonočne razsvetljave, ampak po noči ugasnemo te luči in je ta časovni razmik premajhen, da bi takšen prihranek imeli, kajti zagotoviti bi morali nekje 7,5% donosnost
na kapital, ki bi ga ta vložil letno, in pa koncesijsko za 15 let, to pa je nekoliko iz tega prihranka, premalo je prihranka, da bi lahko tole tudi realizirali. Tako da, kar se pa tiče dogodkov, ki so, to so pa kar sledili drug za drugim, kar nekih 270-280 dogodkov se je čez celo leto zvrsti v občine Beltinci in marsikdo pravi, ja, zdaj je pa septembra, zdaj pa je zaključeno, še zdaleč ne, se bo še dogajalo kar do novega leta, po novem letu pa naprej. Milan Kerman, župan občine Beltinci, iz vsega povedanega v službi ljudi, kar je najpomembnejše, se pravi za dobrobit, za boljši standard, za boljše življenje občank in občanom v vaši občini, tudi v prihodnje, bržkone. Glejte, to je tudi naloga župana, da je ves čas v službi ljudi, naloga občinskega sveta, da sledi temu in pa seveda občinske uprave, da tudi nekako te ideje realizira, pripravi, spravi v življenje in na tem mestu bi se rad zahvalil moji občinski upravi, občinskim svetnikom in moram reči, v takšne občine, ob takšnem sodelovanju je lepo biti župan. Hvala, gospod Milan Kerman, spoštovane gledalke in gledalci. Še ena oddaja Župan za vas iz dežele ob Muri. Spremljajte in bodite z nami tudi v prihodnje.